Apno danes uporabljamo predvsem za sanacijo kulturno-zgodovinskih spomenikov, za stare stavbe, ker apno omogoča dihanje, obenem ščiti površine. Predvsem ga uporabljamo za fasade, recimo apnene fasade, kot malta, groba in fina, in kot barva za zaščito take fasade. Apno je danes na voljo v čisti obliki gašenega apna, ki ga moramo seveda za barvanje ali za izdelavo malt še pripraviti, se pravi mu dodati ali za barvo vodo ali pa dodati pač kremenčev pesek za fine in grobe umete fasadne. Seveda je na voljo tudi že pripravljena apnena barva. S to pripravljeno apneno barvo lahko delamo tudi z mačkom, tako da se v bistvu ni potrebno barvanje s čopiči, tako kot je bilo včasih. Za izboljšanje izdelkov, produktov iz apna uporabljamo tudi razne dodatke. Ti dodatki so predvsem kazein, ki v kombinaciji z apnom zelo izboljša njegovo trdnost in odpornost. Imamo rastlinske kazeine in mlečni kazein, ki je najbolj poznan. Poleg tega apnu dodajamo tudi sodo, da v bistvu preprečimo, da bi se material pokvaril. Potem kreda je zopet en tak dodatek, popolnoma naraven, ki enako kot recimo kazein izboljša kvaliteto apna. Seveda pa lahko apnu dodajamo tudi marmorni prah, s tem naredimo barvo bolj polno. Lahko je tudi barva potem bolj strukturirana. Se pravi, večjo, ko uporabimo granulacijo tega prahu v apneni barvi, je lahko pač, rečemo, polnjena apnena barva potem. Se pravi, ko pobarvamo steno, je stena rahlo groba. Je pa tudi kot en takih zelo pomembnih dodatkov, je pa v bistvu China clay, to je kitajska bela glina. Izredno močna, izredno kvalitetna. Iz te gline pridobivajo porcelan na Kitajskem. Da pa bi izboljšali med samim delom, recimo površinsko odpornost apnenih materialov, barv in ometov, je pa zelo zanimiv primer miljenje apnenih površin. Se pravi, sveže apno namilimo z olivnim milom in dobimo nekako, se zgodi reakcija med milom in med apnom in nastane apneno milo. To milo je popolnoma vodoodbojno. Ta tehnika je bila razvita v rimskih časih in se je do današnjih dni ohranila v severni Afriki, predvsem Maroko, Alžir. In te tehnike smo prinesli zopet v Evropo in na ta način s to tehniko lahko v bistvu nadomestimo keramiko v kopalnicah. Ta tehnika se imenuje tadelakt. Lahko gradimo kadi, umivalnike, keramiko, recimo na stenah namesto keramičnih ploščic, lahko tudi uporabljamo celo na tleh. Za to tehniko se uporablja tudi posebno orodje. To orodje je recimo beneška žlica. Značilnost tega orodja je to, da ima robove, pobrane na poseben način. S tem orodjem lahko zelo zatisnemo omet. Se pravi, ga že v prvi fazi, ko ga gladimo, zelo močno zatisnemo. Se pravi, smisel je zapreti vse luknjice in mikropore, ki nastanejo pri obdelavi ometa. Da potem izboljšamo, je pa potrebno omet gladiti s kamnom. To je recimo že tak izdelek, ki je narejen prav za izdelavo tadelakta, in sicer je iz keramike. Bistvo tega orodja je v tem, da je izredno trden površinsko. Ker ko brusimo apneni omet, mora biti ta površina trša kot sam omet. Seveda pa lahko, ali pa v osnovi, včasih so recimo uporabljali ahate, ker imajo trdnost od 7 do 9 in lahko s temi kamni pač zgladimo ta omet.
Druga tehnika, ki je bila nekako razvita v srednjem veku, in sicer v Italiji, je pa tehnika štuko. Ta tehnika je nastala predvsem iz potrebe imitiranja marmornatih površin v cerkvah. Nekako v 15. stoletju so nastajale vaške cerkvice in vse so seveda hotele kopirati velike cerkve v Vatikanu. Seveda denarja za marmor, za granit ni bilo, tako so se mojstri znašli in so naredili lesene oltarje in na njih imitirali s to tehniko štuko marmornate površine. To pogosto vidite še pri nas, to v glavnem vsi taki vaški oltarji so dejansko leseni, obdelani v štuko tehniki. Štuko tehnika material je enak kot pri Tadelaktu, s tem, da ga dejansko lahko dokončamo samo z beneško žlico. Ni potrebno drgnjenje s kamnom. Je pa njegova vodoodbojnost rahlo manjša kot pri Tadelaktu. Primer štuka, njegove lisavosti, je to. Recimo površina je rahlo lisasta. Ta lisavost je v bistvu posledica dela z orodjem, z beneško žlico. In seveda je vsak štukolustro je zgodba mojstra, ki je ta štukolustro delal. Se pravi, ta lisavost je dejansko poteza mojstra na steni. Lahko so bolj lisaste poteze, lahko je dokaj enotna površina. Lahko uporabimo tudi različne barve materiala, jih nanašamo večplastno in s tem dobimo prosojnost materialov, prelivanje barv. Tako dejansko nastane tak efekt granita ali marmorja. Recimo ta primer tukaj je narejen direktno na leseno podlago, na OSB ploščo. To se vidi, kako so delali te oltarje in v cerkvah stebre. Da dosežemo pri tej tehniki Tadelakta in štuka vodoodbojnost, je osnovna in glavna sestavina marsejsko milo. To je milo iz Alepa, milo na osnovi oliv in lovorja. Milo je v kosmičih in to milo je povsem navadno milo, lahko ga uporabljamo za pranje rok in vsega. Je pa že za ta primer, za izdelavo teh ometov v obliki že stopljenega mila, tako da ga lažje uporabimo in da ga nam ni treba topiti. Poleg apna je eden od prastarih materialov tudi ilovica ali glina. Mogoče prvi gradbeni material, ki ga je človek uporabil za gradnjo bivališč. V našem okolju malo pozabljen, nepoznan material. Predvsem zaradi tega, ker se je gradnja z ilovico končala pred 200-300 leti in je nekako ta tehnika, ti materiali so šli v pozabo. Pri nas v Sloveniji se je tehnika ohranila v severovzhodnem delu Slovenije, v Prekmurju. Tam še danes vidimo butane hiše iz butane ilovice, vidimo ilovnate omete, slamnate strehe in podobne tehnike. Ilovica je v Sloveniji dokaj pogost material, najdemo ga skoraj povsod, predvsem v tej rdeči barvi ali v oker rjavkasti barvi. Pogosto se nahaja skupaj z laporjem ali pa je kot sama stisnjena v take laporne plošče. Se pravi, da dobimo material za ometavanje ali za barvanje, moramo te grude zdrobiti in na podlagi s tem zdrobljenjem dobimo material, ki je primeren za suh material, ki je primeren za izdelavo ometov ali drugih stenskih konstrukcij, kot je recimo butana ilovica. Material enostavno samo zmešamo z vodo in material je pripravljen za vgradnjo.
Pozitivne lastnosti ilovice so v tem, da ilovica vpija, regulira vlago v prostoru, se pravi, ko vlaga v prostoru preseže 50–60%, ilovica odvečno vlago vpije vase in ko je prostor suh, ona to vlago odda v prostor. Se pravi, v prostorih ometanih z ilovico je relativna vlaga vedno nekje med 50 in 60%. To pomeni zdravo bivalno klimo, ker v teh procentih vlage ne nastanejo pršice, niti ni možnosti, da bi nastala plesen. Poleg tega ima ilovica v sebi silicijeve soli in te soli silicijeve nekako preprečujejo oziroma ustavljajo elektromagnetno sevanje. Se pravi, v hišah ometanih z ilovico ali celo grajenih z ilovico imamo zelo slab signal na mobitelu, kar je mogoče za nekoga slabo, ampak mislim, da je to zelo pomembno. Zdaj v tem času, ki je toliko nekih sevanj, je to material, ki nekako omogoča zdravo bivanje. Je pa ilovica predvsem namenjena za notranjo uporabo. Ne uporabljamo jo na zunanji strani je apno tisto, ki je pomembno. Na zunanji strani hišo ščitimo pred vremenskimi vplivi, na notranji strani omogočamo, da hiša diha. Še ena posebnost ilovnatih ometov, zelo pozitivna lastnost, je ta, da lahko z ilovico direktno ometavamo lesene hiše, lesene površine. To je recimo vidno na tem primeru. Tukaj imamo kot podlago neko leseno ploščo, v tem primeru OSB ploščo. Na njo prilepimo z ilovnatim lepilom filc, laneni filc. Pritrdimo trstično pletenje, ki služi za oprijem ometa na podlago. Nanesemo grobi omet, ki ga armiramo z mrežico, in fini omet. Tako je lahko recimo v moderni gradnji je zadnje čase zelo prisotna lesene konstrukcije in lahko direktno, brez recimo kakšnih plošč, direktno ometavamo prostor in s tem omogočimo enakomerno vlažnost tudi v podlagi. Se pravi, če je recimo ilovca ometana direktno na leseno podlago, s tem tudi podaljšujemo življenjsko dobo lesa. Da ohranimo paropropustnost in pozitivne lastnosti ilovice kot ometa v hiši, moramo zaključiti omet z ilovnato barvo. S tem ohranimo te lastnosti. Glinene barve pa pridobivamo iz raznovrstnih barvnih glin. V Evropi in v Sredozemlju lahko najdemo celo zelene in modre gline. In na podlagi teh glin lahko pripravimo barve, katerim ni dodano nič drugega kot škrob kot vezivo. Se pravi, barvna glina in škrob, to je vse, kar ta barva vsebuje. Barva ima enake lastnosti kot sam omet, zato je nekako ohranimo te lastnosti ilovice. To je zelo pomembno pri ilovici. Seveda je tudi pomembno to, da za armiranje ilovnatega ometa in vse ostale postopke, ki so vzporedni izdelavi ometov, uporabljamo naravne materiale. Tako so nam na voljo tudi mrežice iz jute, ne uporabljamo plastičnih mrežic in moramo še posebej paziti, da ne onesnažimo ilovice z drugimi materiali. Seveda pri ilovnatih barvah danes moramo postreči z več različnimi barvnimi niansami. Mogoče včasih le ni mogoče najti glih vsake barve ilovce in gline, zato lahko beli ilovnati barvi dodajamo različne zemeljske pigmente, enako kot pri apnenih barvah, in na ta način lahko dobimo razne tone, lahko dobimo tudi modre, močno rdeče, zelene tone. Vsi so pa seveda nekako zemeljski odtenki, tako da kombinacija teh barv, ne glede na to, kako jih sestavljamo skupaj, je vedno pašejo skupaj.